Prvo soočanje naše medijske hiše pred državnozborskimi volitvami, sinoči prva izbira večine od vas pred TV zasloni. Bilo je sploh prvo soočanje, ki se ga je namreč v Kopru udeležila celotna predsedniška usmerica najmočnejših strank v državi. V roke sta si segla tudi prejšnji in zdajšnji premier, Robert Golob in Janez Janša, ki sta bila glede vsebinskih rešitev za državo na nasprotnih bregovih. Posebej zaiskrilo pa se je ob vprašanju tako imenovanih političnih čistk. Kdo je torej čistil drugače misleče? Najhujše čistke so bile vedno v njegovih časih. In zdaj ima Slovenija končno priložnost, da ohrani stabilnost s tem, ko potrdi nadaljevanje mandata te vlade. Tudi kolega Vrtovec je bil zraven. 3-krat zapored so čistili brez milosti. A lahko samo vprašamo, koga smo počistili v teh mandatih? Lahko naštejete? Glejte, konec je. Konec je, ker Slovenija teče proti 22. marcu in novi slovenski pomladi. Na prvem od skupno 6 soočenj, ki jih pripravljamo pred 22. marcem, sta sicer odmevali dve ključni obljubi. Koalicije o stabilnosti in opozicije o resetu države. Ena od Janševih izjav pa je izzvala tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar. Je gospa predsednica to rekla, mislim, da en dan prej, prednje svojo prijateljico tesno imenovala za šefico protikorupcijske komisije. Zagotovo ona ne bo imela s to komisijo nobenih problemov. To vse pove o neodvisnosti. Kar je predsednica danes znova zanikala, opomnila je, da primerne kandidate pred imenovanjem izbere neodvisna strokovna komisija in dodala, da Katarina Bervar Strnad ni njena osebna prijateljica, pač pa stanovska kolegica iz pravniških krogov.